Najprej bi rada pozdravila sourednico Nike Kocijančič-Pokorn, potem avtorico Tamaro Mikolič-Južnic, obe iz oddelka za prevajalstvo, nato Saro Pristopnik iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, tudi avtorico enega poglavja Marijo Milavec iz zdravstvene fakultete in potem na moji levi strani Vesno Homar iz medicinske fakultete Ljubljana, potem Eriko Zelko, ki je med drugim tudi iz zdravstvenega doma Ljubljana, pa še v marsikateri drugi inštituciji deluje, in pa Tanjo Korošec iz patronažne službe. Tako da lepa hvala, da ste vse tu z mano. Še nekatere druge avtorice manjkajo, ampak mislim, da smo dobro zastopani danes. Kot vidite, gre za izrazito interdisciplinarno skupino strokovnjakin iz področja zdravstva, medicine, iz področja prirodoslovja in antropologije, ki smo se pravzaprav srečale in zbrale in sodelovale že v našem skupnem projektu, ki je imel ime izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem. Trajal pa je od julija 2016 do januarja 2018 in v tem projektu je sodelovala tako filozofska fakulteta, kot tudi medicinska, zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. Tako da en velik nabor inštitucij, zelo različnih, mislim, da na tak način še nikoli niso sodelovali skupaj v projektu. Naj povem, da je nekako brez lažne skromnosti, da je ta projekt ocenjujem kot zelo uspešen. Predvsem zato, najprej zato, ker smo opravili prvo vseslovensko kvantitativno raziskavo o stikih zdravstvenih delavcev z uporabniki, ki ne govorijo slovensko. In v tej anketi sodelovalo 564 zdravstvenih delavcev. Potem smo oblikovali 8-jezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu in pravkar je išel tretji ponatis v 2 letih, kar mislim, da tudi svoj vrstni uspeh. Opravili smo tudi 14 usposabljanj v različnih krajih Slovenije za zdravstvene delavce o obravnavi tujezičnih pacientov, ki se ga je udeležilo preko 7000 oseb. In pa na koncu je tak, po mojem, večji rezultat tudi ta znanstvena monografija. Monografija je pravzaprav razdeljena v 2 dela. V prvem delu se ukvarjamo predvsem z stiki zdravstvenih delavcev s tujezičnimi pacienti in analiziramo različne ovire, jezikovne, pravne, kulturne, pa tudi druge. V drugem delu monografije pa se ukvarjamo z načini, torej z vprašanjem, kako premoščati te ovire, ki smo jih zaznali. In torej v tem smislu analiziramo 2 koraka, kot smo rekli. Torej prvi korak je ravno oblikovan priročnik in tu pravzaprav analiziramo dileme oblikovanja tega priročnika, na kakšen način smo se sploh lotevali tega projekta in analiziramo hkrati njegovo uporabnost. Kako pravzaprav se je ta priročnik v praksi uveljavil, kakšne so prednosti in kakšne pomanjkljivosti. Potem pa prikažemo oziroma predstavimo tudi rezultate usposabljanja za zdravstvene delavce in se pravzaprav ukvarjamo s tem, kaj se je zgodilo na tem usposabljanju, ki je trajalo 1 dan in kaj je bilo potrebno v prihodnje izboljšati. Tako da zdaj bi jaz kar predala besedo soavtoricam in najprej bi vprašala Nike Kocijančič-Pokorn, torej sourednico. Torej, veliko smo se ukvarjali z anketo in veliko smo v bistvu vsaj v začetku tega projekta poskušali razmišljati, s kakšnimi ovirami se srečujejo zdravstveni delavci v stiku z pacienti, ki ne govorijo slovensko. Če bi lahko na kratko predstavila, kakšne so ključne ugotovitve. Hvala, Uršula. Ja, mislim, da je bil eden temeljnih delov projekta, ki si ga vodila, ravno to, da prvič v Sloveniji vprašamo, kakšno je stanje dejansko na terenu v naši zdravstveni oskrbi. Kot si že rekla, smo spletno anketo izoblikovali skupaj, poslale pa na zbornico, zdravniško zbornico, pa tudi zbornico zdravstvene in babiške nege in prijele
malce manj kot 600 veljavnih, torej 557 veljavnih odgovorov. To se morda zdi, glede na celotno populacijo zdravnikov, zdravstvenic in sester medicinskih, ne velik procent, pa vendarle velik, glede na to, da so na našo anketo odgovarjali ravno tisti, ki se vsakodnevno srečujejo z bolniki, ki ne govorijo slovensko in s kateri imajo dejanske težave pri sporazumevanju. Glavni namen te ankete je bil ravno to, ugotoviti, s katerimi jeziki se srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu zdravstveni delavci in kako jih rešujejo. Najprej je bilo že to zanimivo, da smo jih vprašali, katere jezike sami tuje govorijo in ni bilo presenetljivo, da je bilo na prvem mestu angleščina, pa potem vsi jeziki, ki izhajajo iz tisto, čemu smo včasih rekli srbo-hrvaščina. Medtem ko so drugi tuji jeziki v bistvu zanemarljivo prisotni pri naših zdravstvenih delavcih. Ampak kljub temu, da so rekli, da znajo angleško, jih je četrtina pa reklo, da jih obvlada angleščino zgolj na osnovni ravni ali pa da jo sploh ne obvladajo. Torej to zanašanje, da bi lahko z angleščino rešili vse težave, je tudi iz tega drugega konca strani uporabnikov, smo ugotavljali, da to v bistvu ni neka dobra rešitev oziroma sploh ne funkcionira v našem zdravstvu. Ko smo jih potem spraševali, kako rešujejo težave, s katerimi se srečujejo, so pa bili odgovori taki. Najpogosteje se zatekajo prav k uporabi lingve franke, torej splošno sporazumevalnega jezika, kjer se potem do neke mere zatakne ta konverzacija ali zaradi slabšega znanja uporabnika storitev ali pa zaradi tudi pomanjkljivega znanja, predvsem na nivoju sester, o čemer bo potem spregovorila Marija. Druga najpogostejša strategija je uporaba neprofesionalnih tolmačev, ad hoc tolmačev. To pomeni sorodnikov, bolnika ali pa otrok tudi v nekaterih primerih, delodajalcev in podobno. In presenetljivo je bilo, kako naši zdravstveni delavci ne vidijo nobenih težav pri uporabi takšne vrste pomoči in se v bistvu tudi ne zavedajo tveganj, ki jih tak način komunikacije prinaša. Tretja, na našo grozo, strategija je bila uporaba mimike, risanja in gestikuliranja, kar nekaj, kar predsejšnjemu številu več 100 našim zdravstvenim delavcem se je zdelo, da s tem kar nekaj težav rešijo. Četrta je bila uporaba zdravstvenih delavcev, ki znajo tudi jezike, ki povzročajo težave, torej prek telefona pokličejo morda dvojezične zdravnike ali sestre. Na 5. mestu so rekli, da uporabljajo tudi medjezikovno sporazumevanje. To pomeni, da zdravnik govori slovensko, medtem ko mu bolnik na primer odgovarja v srbščini. Pri tem je zopet problem, da je naše pasivno znanje jezikov, ki izhajajo iz srbo-hrvaščine, ponavadi boljše kot obratno in je vprašanje, v kolikšni meri tudi tukaj ne prihaja do nesporazumov, ne da bi se zavedali, da te nesporazumi nastajajo. Presenetljivo malo, na 6. mestu se je uvrstilo uporaba prevajalskih tehnologij in jezikovnih tehnologij. Mi smo mislili, da bodo zdravniki pogosteje segali po tej vrsti podpore, a vendar morda tudi nekaj je, da ne vejo, po katerih sedati, drugo je pa, da so imeli tudi v določenih primerih slabe izkušnje. Vesna, ti si zdala to povedati, da se potem, ko se enkrat opečeš pri kakšnem napačnem prevodu, si bolj previden. Šele na 7. mestu se je pojavila raba profesionalnih tolmačev in manj kot polovica jih je ocenjevala, da je bila ta pomoč ustrezna. To seveda kaže stanje na našem področju v Sloveniji, da nimamo v resnici izobraževanja tolmačev prav za področje medicinskega tolmačenja in je zato lahko, kljub temu, če plačate visoko ceno za profesionalnega tolmača, morda potem storitev ne dosega tistih standardov, ki si jih želite. Na koncu pa je bila kot najneuspešnejša in najbolj redko
uporabljena strategija ta, da prosijo za pomoč druge zaposlene v zdravstvu, naprimer strežnice in podobno. In tu so ocenjevali, je tudi ta storitev nekvalitetna. Presenetljivo redko segajo tudi po telefonski, da bi prek telefona v bistvu poskušali navezati stik. Zdaj, rezultati ankete, če jih potegnemo neko črto pod njimi, so pokazali, da se v bistvu tako zdravniki kot uporabniki zatekajo z raznolikim strategijam in da se večinoma ne zavedajo tveganj, ki jih določene strategije prinašajo s seboj. In zdaj ta situacija je pereča. Pereča je, kaže se tudi v državah, ki se že dalj časa soočajo z bolniki in uporabniki zdravstvenih storitev iz več jezikovnih okolij. Kajti, če je odsotnost neke pomoči pri vzpostavljanju komunikacije med zdravstvenim delavcem in uporabnikom, ne prihaja zgolj do kršitev pacientovih pravic, nekih osnovnih, tudi bi rekli, civilizacijskih standardov, ampak to povzroča tudi precejšnjo finančno breme za zdravstven sistem kot tak. Raziskave v Združenih državah Amerike opozarjajo ne samo na visoke odškodninske tožbe, ampak tudi na dejstvo, da neka odsotnost jezikovne podpore vodi do napačnih diagnoz in pa daljšega zdravljenja posameznika. Ena izmed takih raziskav, ki je pregledala prek 3000 dokumentacij različnih bolnikov, je pokazala, da tisti bolniki, ki niso znali angleško ali pa so angleško govorili slabo in niso imeli pomoči tolmača ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice, da so v bolnišnici odstali od 3/4 dneva do dan in pol dlje kot ostali bolniki, ki so slabo ali pa niso znali angleško. In zdaj, če pogledamo v slovenskem sistemu, je neka akutna obravnava bolnika v bolnici stane okrog 1380 evrov, medtem ko je ura tolmaške podpore 70 evrov. Nam ta podatek tudi kaže, da bi morali upeljati neko kvalitetno podporo tolmaško v zdravstven sistem, ne samo zaradi kvalitetnejše obravnave bolnika, ampak tudi zaradi neke skrbi za finančne vzdržnosti slovenskega zdravstvenega sistema. In zdaj na koncu, če mi dovolite, da samo upozoriš še na 3 priloge, ki so pridane v tej knjigi. Vse 3 priloge se vežejo na tolmaško delo. V prvi, namenjene so pa predvsem zdravstvenim delavcem. V prvi prilogi navajamo navodila, kako naj se bi obnašali v primeru, da je pogovor med zdravnikom in bolnikom tolmačen, torej predlagamo neke korake, ki naj bi se storili pred pogovorom, med pogovorom in po pogovoru. V drugi prilogi, ki je namenjena tako zdravstvenim delavcem kot tolmačem, opozarjamo na določene priporočene položaje v primeru v prostoru, kot tolmači v zdravstvenem okolju. In v zadnji prilogi, ki pa namenjena predvsem zdravstvenim delavcem, pa dajemo nekaj nasvetov, kako naj delajo zdravstveni delavci, če pride bolnik z neprofesionalnim ad hoc tolmačem, torej tolmačem laikom, naprimer sorodnikom bolnika, to je s tistimi vrsti tolmačev, s katerimi se naši zdravstveni delavci najpogosteje srečujejo. Hvala lepa za to zelo izčrpno predstavitev ankete in v bistvu tudi drugih zadev, ki jih lahko torej prilog in ostalih ključnih ugotovitev. Zdaj pa me zanima, Marija, če lahko, kar si sodelovala tudi ti kot so avtorica 3. poglavja, kjer v bistvu bolj natančno primerjata odgovore anketirancev glede na poklic. Če lahko malo bolj natančno poveš, kakšne so razlike v teh jezikovnih kompetencah glede na poklic, oziroma tudi glede na izobrazbo. V naši raziskavi niso sodelovali recimo samo zdravniki, medicinske sestre
ampak so tudi drugi profili. Zdravnikov je bilo nekaj čez 150, 154 jih je odgovorilo, prevladovali so zdravniki družinske medicine, potem je bilo 350 medicinskih sester. Tukaj naj opozorim, da medicinske sestre so tukaj zajete tako tiste, ki so tehniki zdravstvene nege, kot tiste, ki so z višjo oziroma visoko izobrazbo, to pomeni, da so višje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre oziroma imajo celo magisterij ali doktorat. To je pomembno zaradi tega, ker dosegajo različno stopnjo izobrazbe in je zanimivo tudi zaradi tega, ker vstopajo v nadaljnji oziroma ta po osnovni šoli oziroma ko nadaljujejo izobraževanje, tudi vstopajo iz različnih, bom rekla, srednješolskih izobraževanj. To se pravi, nadaljujejo recimo po srednji zdravstveni šoli, gre do večini primerov na visoko zdravstveno šolo, zdravniki pa običajno oziroma vsi lahko vstopajo takrat, ko imajo zaključeno splošno maturo. In to je tudi ena razlika v znanju jezikov. Anketo so, mogoče kot informacijo, so izpolnjevali tudi zobozdravniki, diplomirani fizioterapeuti, babice in drugi profili v zdravstvu, ki jih tukaj ne bi naštevali, ker so bili v manjšini. Izkazalo seveda se je zaradi tega, ker različno, bom rekla, se vključuje svoje srednješolsko, dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, tudi občutna razlika, kar se tiče znanja jezikov. Znanje jezikov, mogoče predvsem zdaj izpostavim medicinske sestre. Medicinske sestre bi mogle, bom rekla, bi bilo zanimivo oziroma zelo dobrodošlo, da bi znali več teh tujih jezikov, ker so v bistvu nekako tiste, ki pridejo prve v stik s pacientom. So tiste, ki dejansko pacienta sprejmejo v določeno zdravstveno institucijo, po telefonu, osebno ali na kakršenkoli drugi način, tudi recimo preko triaže, če govorimo o teh prvih stikih. Izkazalo se je, da medicinske sestre nekako do 75% znajo osnove angleškega jezika, dočem zdravniki v večini primerov, to se pravi skoraj 100% znajo vsaj dobro oziroma zelo dobro znanje angleškega jezika in zelo majhnem deležu tega ne znajo, mogoče pa zaradi tega znajo potem druge jezike. Pri nemščini, ki je običajno drugi jezik na gimnaziji, oziroma je bil prevladujoči jezik na gimnaziji, seveda se je ponovno izkazalo, da prevladujejo zdravniki, tisti, ki bolj vladajo jezike, ostali pa postajajo počasi eksoti. To se pravi, v nekaterih okoljih, kot so madžarsko področje ali pa italijansko obmejno območje, tam znajo oboji italijansko oziroma v prekmurskem delu znajo več tega, bom rekla, madžarskega jezika. Tam ni toliko odvisno od izobrazbe. Kar se tiče teh, kar se zadreg, reševanja nesporazumov, je mogoče zanimivo, da se razlikuje, ali so zdravstveni delavci prisotni v primarni ravni zdravstvene dejavnosti ali pa so mogoče prisotni na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in tukaj se ponovno izkazuje zaradi tega, ker so prisotni drugi viri pomoči, se v zdravstvu na sekundarni ravni več poslužuje teh, bom rekla, pomoči strani zdravstvenih delavcev, nezdravstvenih delavcev, imajo več možnosti, da naročijo, da pridejo svojci in podobne stvari. V primarni ravni zdravstvenega dejavnosti pa se običajno, bom rekla, kakor je bilo že povedano, več vključujejo tako imenovani ad hoc tolmači. To se pravi, kar je bilo že omenjeno, poleg svojcev so zanimivi tudi kakšni sopodajalci, tajnice, delodajalci, turistični voditelji in podobne zadeve. Vsekakor, zaradi tega, ker v bistvu v času globalizacije, v kateri smo priča, bi bilo zanimivo več pozornosti nameniti prav izobraževanju z področja jezikov, to se pravi jezikovnih kompetenca, tudi medicinskih sester, toliko kratko. Hvala. Zdaj, če dejansko smo se in v projektu, in v tem zborniku zares fokusirali predvsem na jezikovne ovire, ampak hkrati se pa zavedamo, da so jezikovne ovire samo ene od ovir, ne? Da v bistvu obstaja mnoštvo medkulturnih nesporazumov, ki so mogoče manj vidni na prvi pogled, ampak obstajajo in imajo lahko zelo težke posledice. Obenem pa mnoštvo drugih nesporazumov. Ovire se tudi kažejo v smislu ovire, ki so povezane s statusom ljudi in pravni status je gotovo ključen sploh pri različnih kategorijah nedržavljanov, pri dostopu do zdravstvenega zdravljenja in posledično do zdravstvene oskrbe. Tako da, Sara, ti si pač
pripravljali poglavje prav o teh pravnih vidikih oziroma o drugih vidikih, nejezikovnih vidikih ovir v zdravstvu. Hvala. Se pravi, ja, kot je že Uršula napovedala, moj prispevek k temu zborniku se nanaša pravzaprav ne na jezikovne ovire, temveč na druge ovire, s katerimi se tujejezični pacienti soočajo v dostopu do zdravstva. Mi smo namreč že ves čas vedeli, čeprav je bil fokus tega projekta na vprašanju jezika, da samo jezikovni nesporazumi, da niso samo jezikovni nesporazumi tisti, ki onemogočajo komunikacijo in dostop tujejezičnih pacientov do zdravstva. Izpostavili smo predvsem dva vidika, dodatna še eden so pravni statusi, drugi pa različni medkulturni nesporazumi. Ker smo to nekako vedeli vnaprej, smo vprašanje v povezavi s tem vključili že v anketo, ki je bila omenjena, in smo dobili odgovore, da se v zelo velikem odstotku zdravstveni delavci soočajo tudi z različnimi drugimi težavami, ki izhajajo iz različnih zakonskih oziroma administrativnih preprek. Tako so recimo omenjali, da se v nad 40% odstotkih soočajo z administrativnimi preprekami, ki jih njihovih pacientov, se pravi in administrativna določila, ki onemogočajo dostop do zdravstvenega sistema za različne tujejezične paciente. Recimo, da te tujejezični pacienti ne poznajo dobro zdravstvenega sistema, da ne poznajo sistema izbranega osebnega zdravnika, da ne razumejo navodil zdravljenja in tako naprej. V zelo visokem odstotku so pa odgovarjali tudi, da imajo s tujimi jezičnimi pacienti težave na področju urejenega zdravstvenega zavarovanja. Tako obveznega zdravstvenega zavarovanja kot dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kar se tiče odsotnosti oziroma težav pri urejenem zdravstvenem zavarovanju, so zdravstveni delavci odgovarjali v več kot 50%, da se s tovrstnimi težavami srečujejo. To nas je navedlo, da smo dodatno raziskali, s katerimi pravnimi statusi, tujskimi statusi zdravstveno zavarovanje v Sloveniji povezano in katere skupine prebivalstva bi bili lahko tiste, ki imajo težave z urejenostjo dopolnilnega ali obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako smo v raziskavi ugotovili, da je v Sloveniji kar nekaj oseb se nahaja dnevno, krajše ali daljše obdobje, ki niso državljani, ki so nedržavljani in imajo različne oblike pravnih statusov. Torej so bodisi osebe z dovoljenjem za stalno prebivanje, so osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, sezonski delavci, študentje na izmenjavi, ali pa so le turisti. Ugotovili smo recimo, da je v Sloveniji več kot 3 milijone turistov letno, ki se seveda v takih ali drugačnih okoliščinah tudi znajdejo v zdravstvenem sistemu. Zato se nam je zdelo na nek način pomembno ugotoviti, katere kategorije oziroma katere skupine tujejezičnih oseb, ki se v Sloveniji nahajajo oziroma ki niso državljani, so tiste, ki imajo lahko največje težave pri dostopu do obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ugotovili smo, da nekako se tiste skupine, ki imajo najbolj trajen pravni status, kot so osebe z dovoljenjem za stalno prebivanje ali pa začasno prebivanje, imajo najmanj težav, medtem ko imajo pa druge populacije, kot so prosilci za mednarodno zaščito, pa sezonski delavci in tudi nekatere druge populacije, v določenih primerih sploh nimajo možnosti ureditve zdravstvenega zavarovanja. Ker se je v takem odstotku pojavil odgovor, da se zdravstveni delavci soočajo s težavami z pacienti, ki nimajo urejenega obveznega ali pa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, smo se nekako odločili te vsebine vključiti tudi v sam večjezični priročnik kot prilogo na koncu in pa tudi v usposabljanje, o katerem bo več povedanega v prihodnosti. Ja. Hvala, Sara. Mogoče potem še kakšno vprašanje, pa mogoče razširimo to temo, ki je po mojem mnenju zelo pomembna, ker če nekdo nima dostop do zdravstvenega zavarovanja in kasneje tudi
potem posledično do zdravstvene ustanove sploh ne moramo priti do nobenih jezikovnih nesporazumov. Tako da je zelo važno imeti pred očmi ves čas tudi druge ovire. Ne? Zdaj, če se premaknem na svoje levo, oziroma vas oziroma ne še tovarno, oprosti, sem te spustila. V bistvu rada bi, če lahko, Tamara, nam malo predstaviš, kako je sploh potekalo oblikovanje tega priročnika. Zapisala si, da ta priročnik orje ledino in spomnim se, ko smo v bistvu začenjali z razmišljanjem o priročniku, smo iskali po spletu, vse povsod različne modele, vzore, kako bi lahko na nek način čim hitreje prišli do končnega rezultata in videli smo, da bližnjic ni, da smo mogli v bistvu začeti od začetka, ker pravzaprav vse, kar smo lahko dobili, so bile zanimive rešitve, ampak vsekakor nekako rešitve, ki so bile bolj parcialne, bolj fragmentirane, tako da nekako, če malo poveš, kakšna je bila ta pot. Ja, popolnoma se strinjam. Torej, upali smo, da se bomo lahko pomagali z materijali, ki so nastali tudi v drugih državah. Seveda Slovenija ni edina zdaleč ne država, ki ima tovrstne težave v stikih med zdravstvenim osebjem in osebami, ki ne znajo slovensko. Priročnik sam je nastal seveda po zahtevi razpisa, to je pravzaprav bil cilj razpisa, da to nastane. V začetni fazi naj bi sicer izgledal popolnoma drugače, torej krajše, mislim, da tudi večje, tako po formatu in skratka bistveno manj obsežno. Edina določena zadeva je bilo število jezikov, pa še to ne čisto zakoličeno. Bolj ko smo razmišljali, bolj smo ugotavljali, da je veliko stvari, ki jih želimo tukaj notri zbrati in da ne bo šlo, če ne bomo se zadevi lotili na nek čisto drugačen način. In tako je tudi potem bilo. Torej, pri gradnji priročnika smo upoštevali rezultate ankete predvsem z dveh vidikov. En pomemben vidik je bil izbira jezika, torej jezikov, ki so bili vključeni v priročnik. Drugi je bil pa tudi stvar vsebin. Vsebine, ki smo jih vključili, se pravzaprav dotikajo osnovne zdravstvene obravnave. Pravzaprav se več s priročnikom tudi ne da. Mi smo se vedno zavedali, da nikakor ne moremo nadomestiti domača s takim priročnikom. To lahko funkcionira samo pri zelo osnovni komunikaciji, pri prvem srečanju med pacientom in zdravnikom, med pacientom in medicinsko sestro. Čim se stvari zapletejo, je to bistveno premalo. To smo se tudi s tem, bom rekla, vodilom smo stopili sploh na to pot. Vsebinsko se priročnik pravzaprav navezuje na zdravstveni protokol, ki je v veljavi v Sloveniji in je razdeljen na poglavja, ki so, vam je bom kar prebrala, vseh na to še napisane, sprejem, simptomi, bolezni, alergije, zdravila, navade, pregled, preiskave in navodila. In posebej smo dodali še 3 poglavja, ki se tičejo najbolj perečih tem, ki so bile izpostavljene tako anketi, pa tudi v drugih raziskavah, ki sicer zdravje žensk in otrok, duševno zdravje in zobozdravstvo. Zdaj, kar se tiče izbora jezikov, smo se prav tako, kot sem rekla, naslonili na anketo, ki jo je predstavila Nike, pa tudi na druge ankete, ki so bile izvedene približno v tem času, sicer je anketa med prosilci za mednarodno zaščito, pa na uradne statistike Ministrstva za notranje zadeve in druge podobne podatke. Odločili smo se tako, čeprav je bilo recimo strani ministrstva kot naročnika dela zaželeno, da bi se izogibali evropskih jezikov, ker naj bi bili ti manj problematični, smo se vseeno odločili, da noter vključimo 2 taka jezika, ker delujeta kot lingui franci na svetovnem nivoju. In sicer seveda sta to angleščina in francoščina. Še drugi jeziki delujejo prav tako na drugih predelih sveta kot lingue franke, sem bi lahko uvrstili absolutno arabščino, ruščino, mandarinščino in tudi farsi. Poleg teh jezikov, ki sem jih naštela, ki so vsi vključeni v priročnik, oziroma v njegove 4 knjige, pa smo vključili še en jezik, ki
je vezan na specifične težave, ki jih imajo zdravstveni delavci, in sicer albanščina, zaradi precej velike prisotnosti albansko govorečega prebivalstva v Sloveniji. Seveda, želeli bi si več jezikov, lahko bi bil izbor drugačen, ampak na koncu se nam je zdelo, da s temi jeziki uspemo pokriti kar velik del potreb, predvsem pri tistih jezikih, ki res predstavljajo velike težave. Naj poudarim, mogoče še to, da v vsaki knjigi imamo 2 tuje jezika, torej slovenščino, pa še 2 tuje jezika, recimo v teh imamo roki sta angleščina in francoščina. Edino izvod, v katerem je albanščina, ima pravzaprav samo slovenščino in albanščino, sta pa tukaj 2 različici albanščine, tista, ki se govori dejansko v Albaniji in v nekaterih primerih posebej izpostavljena različica, ki se govori na Kosovu, saj se te 2 ne ujemata vedno. In ker imamo tukaj prebivalce iz Kosova, se nam je to zelo pomembno. Poleg seveda izbora samih jezikov smo imeli še druge jezikovne dileme. Namreč treba je bilo oblikovati besedilo najprej, ki bo strokovno in slogovno sprejemljivo za stroko, torej za zdravstvene delavce, in potem to prevesti v druge jezike na tak način, da bo uporabno. In zdaj, če boste slučajno prelistali priročnik, boste ugotovili, da se mogoče pri določenih prevodih ne držimo čisto originala, vsaj ne v tem smislu, da bi imeli dobesedno preveden original, temveč so prevodi pravzaprav pragmatično naravnani. Torej, kaj bi v tej situaciji uporabili v tistem jeziku, ne pa dobesedni prevod slovenske fraze. To se mi zdi precej pomembno poudariti, namreč na izobraževanjih so nas precejkrat spraševali, ampak tukaj pri slovenščini ste imeli se vam vrti, v angleščini imate pa do you feel dizzy, to ni čisto isto, vemo, res je, ampak namenoma smo to pač tako naredili ravno zato, da je to čim bliže situacijam, ki so realne. Pri prevajanju, kdo je pravzaprav prevajal besedila v tuje jezike, to je se mi zdi še pomembno, vedno je bil vključen zdravstveni delavec, bodi si kot prevajalec, bodi si kot redaktor tega prevoda. Poleg tega smo poključili tudi pilotne uporabnike, ki so bili pogosto prav iz tega torej uporabniškega vidika migrantov oziroma drugih uporabnikov, ki ne znajo slovenskega jezika. Tako da vsa besedila so pregledana strokovno in jezikovno in pač v naši največji meri. Mislim, da si lahko predstavljate, kako hudo je, ko prevajaš, ko daš neko svoje delo prevesti v jezik, ki ga ne obvladaš, v farsi, v kitajščino, niti znakov ne znamo prebrati. Absolutno smo brez kontrole na tem, kaj se dogaja v drugem jeziku, zato smo se zelo potrudili, da so tisti, ki so za nas to delali, pravzaprav vredni našega zaupanja. Zadnja stvar, ki bi jo rada omenila, je pa grafična podoba, tudi o tem smo precej razmišljali, mogoče je pomembna stvar, ki jo lahko omenim, so piktogrami, ki so ob besedilu v zadnjem stolpcu prikazani. Ti piktogrami so bili predmet precej razprav in pregledovanj in pogovorov, saj smo hoteli, da bi z njimi vzbojali čim manj kulturnih konfliktov oziroma nesporazumov, saj vemo, da so predstave v različnih kulturah, so simboli vezani za različne pomene in temu smo skušali pravzaprav posvetiti precej pozornosti in upam, da smo bili uspešni. Tako, jaz bi sklepila. Ja, hvala. Tamara, dala si istočnico Erik in Tani, ki sta sodelovali ravno pri tej razmišljanju o uporabnosti, oziroma študija uporabnosti je potekala, potem, ko smo enkrat že imeli priročnike, ki so jih mimogrede udeleženci usposabljen razgrabili. Res je bilo težko zadržati par priročnikov in smo mogli takoj ponatis in na to spet se je zgodilo isto, so jih res razgrabili, ampak nismo pa potem vedeli, kaj se je potem v ambulantah dogajalo, oziroma v stikih z uporabniki. Tako da, če lahko malce pojasnim ta del. Torej, to študijo smo naredili, obenem pa
vidve v vsakdanji praksi s pacienti, s pacientkami, vesta, do kjere mere lahko uporabljata ta priročnik in do kjere mere ne morata. Bom kot da začela? Hvala. Najprej razložim v bistvu, kako je bilo znotraj naših izobraževanj, ko smo v bistvu želeli sploh preveriti, kako se bodo ti udeleženci odzvali na same večjezične priročnike. Namreč prvi del naših izobraževanj je bil sestavljen iz teoretičnega dela, drugi del pa sta sestavljeni dve različni delavnici in ena izmed teh je bila tudi takšna, da smo v bistvu vse udeležence razdelili v skupine po 4 člane. In takrat, ko smo jih razdelili v skupine po 4 člane, smo tudi prosili, da se z slovenskim jezikom v tistem momentu pač preneha. In smo jim dali naslednje navodila, namreč nekdo izmed 4 članov vsake skupine je prevzel vlogo v bistvu pacienta, drugi je prevzel vlogo zdravstvenega delavca, dva pa sta bila opazovalca, eden je bil opazovalec pacienta, drugi pa opazovalec zdravstvenega delavca. Potem pa smo v bistvu čisto naključno razdelili različne situacije iz realnega življenja in to situacijo si je vedno prebral pacient, ki je moral potem pravzaprav zdravstvenemu delavcu razjasniti, kaj je z njim narobe, ampak to je bilo, mogoče bom rekla, kar zanimiva stvar, ker so imeli v bistvu, se pravi, ni bila uporabljena nič slovenščine, v bistvu so imeli v rokah vsak svoj ta večjezični priročnik in so s pomočjo tega priročnika potem morali pač pojasniti, kaj je narobe z njim in tudi zdravstveni delavec je mogel potem pojasniti, kako bomo nadaljevali z zdravljenjem. To so take zelo zanimive situacije na različnih izobraževanjih, bom rekla, podobno sprejete, malo so bili nepripravljeni, kar je bilo v bistvu tudi naš namen. Potem smo pa na koncu v bistvu tudi evalvirali skupaj, kako se jim je zdela vse skupaj ta uporaba samega priročnika. In postavili smo v bistvu opazovalcem par vprašanj, predvsem to, kako se je in zdravstveni delavec in v bistvu pacient, kako sta se znašli za samo uporabo. In njihovi odgovori so bili takšni, da v bistvu na začetku je bilo malo zmede, ker ko dobiš neko v bistvu knjigo pred sebe in potem brskaš, najprej sploh je trebno pač pogledati, kaj se dogaja in potem vidiš, se je moj jezik, ki ga poznam, potem pa počasi pač iščeš odgovore, prelistavaš naprej in nazaj. Tako da, kar se tega tiče, je bilo kar v redu sprejeto. Potem smo v bistvu tudi jih spraševali, kako hitro so našli odgovore na njihovo vprašanje oziroma njihove probleme. In tudi to je bilo zelo v redu sprejeto, so rekli, da je bilo treba malo prelistati, kako sem že prej malo naprej in malo nazaj, ampak se je znotraj samega večjezičnega priročnika dalo ugotoviti tiste bistvene probleme na osnovni oziroma na primarni ravni se pogovarjamo. Potem je bilo v bistvu še vprašanje, če je mogoče pacient želel izraziti več, kot je bilo pač dano v tem priročniku. In seveda je vedno potem še, pri nas v slovenščini se veste, kako je, ampak še to pa to pa to, tam pa v bistvu tega dela ni bilo, tako da to smo v bistvu ugotovili, da je res pač priročnik namenjen res osnovnemu primarnemu nivoju, da se gre potem na neko sekundarno raven oziroma neke specialistične preglede naprej, pa pač potreben v bistvu nujno tolmača. Ampak moram reči, da v bistvu vsi udeleženci so bili pravzaprav zelo pripravljeni z nami sodelovati, tudi so se držali, da se ne uporabljajo slovenščine, na začetku malo prestrašeni, ampak potem, ko so pa večkrat prelistali ta priročnik, so pa videli v bistvu, da je efekt in da se bo dal s pomočjo tega priročnika tudi rešiti mogoče kakšen manjši problem oziroma začetni problem, da potem veš, kako pacienta usmeriti naprej. Zdaj pa mogoče, če sem še dva stavka, recimo jaz delam v patronalnem zdravstvenem varstvu, sem že imela priložnost uporabiti ta večjezični priročnik na terenu. Uporabljala sem albanskega in je tako bilo, da v bistvu gospa bila najprej zelo presenečena, ta je to ena knjiga, ki dajem v roko, pa so malo listale, pa malo brale, pa rekel, zdaj pa to se je videla, da so njene besede, da jih pozna, in potem sem v bistvu jaz malo testirala to na terenu in je bilo zelo všeč, in potem v bistvu smo neke zadeve ugotovili, tudi s pomočjo tega priročnika, in potem je tako njeno naslednje vprašanje, oziroma mož je pač pomagal, vprašala, kje pa se ta priročnik da v bistvu dobiti, in jaz sem ji napisala na liste kar to internetno stran, kjer je dostopen. Ne vem, nisem sigurna, ali je bilo takrat potem za tem mojim dejanjem pika ali stop, ali sem mogoče še kdaj se tega poslužala, ampak bilo mi je interesantno, ker smo videli, da so v bistvu tudi z naše strani zelo potrudno, zato da lahko neko stvar pač tudi mi se njim približamo, čeprav je v bistvu tukaj še vedno bila neka jezikovna barijera oziroma ovira.
No, jaz pa mogoče potem malo vseeno predstavila še tisti drugi del, ko smo v anketnem vprašalniku, ki je 15 vprašanj zajemal, želeli potem udeležence seveda nekaj mesecev potem, ko je izobraževanje bilo zaključeno, malo povprašati, kaj se pa praktično dogaja s temi vprašalni priročniki, ki so jih dobili. Vsak je namreč lahko izbral po 2 priročnika jezika, ki jo pač smatral, da bo najbolj uporaben in ki ga pač potrebuje. Na odgovore na te ankete smo zbirali med junijem 2017 in januarjem 2018. Dobili smo popolnoma izpolnjenih 203 anketne vprašalnike, vrnjene, ki smo jih potem analizirali. In morda zanimivost, spet je bilo največ medicinskih sester, ki so odgovorile, vendar tudi veliko zdravnikov na ta anketni vprašalnik. Mogoče kot zanimivost, kar 33% jih je izpostavilo, da uporabljajo vprašalnik, več kot 10% pa zelo pogosto ali pa pogosto, kar se mi zdi izjemno zanimivo za neko novost v ambulanti. Večina jih je prihajala potem iz primarnega zdravstvenega varstva, pomeni medicinske sestre v zdravstvenih domovih, zdravniki v zdravstvenih domovih, nekaj je bilo potem tudi v bolnišničnih ali pa takih, ki so zaposleni v zasebnih inštitucijah. Zdaj seveda nas je zanimalo, kateri jeziki so bili najbolj pogosto uporabljeni. Zdaj izstopa seveda angleščina in albanščina, sledito jo potem ruščina, francoščina in arabščina, tako da kje to so tisti jeziki, s katerimi so se potem zdravstveni delavci najbolj pogosto ukvarjali in pa seveda tudi priročniki, ki so bili nekje v praksi najbolj uporabni. Zdaj, katera poglavja od vseh teh naštetih so bila pa nekje najbolj pogosto predmet uporabe v ambulanti ali pa v samem praktičnem delu, seveda tiste splošne fraze, ki so bile zelo dobrodošle in zanimivo, da kljub temu, da na nek način naj bi angleščino obvladali, ampak kot je že nekaj rekla, gre za osnovno raven, je zelo pogosto prišla angleščina tudi v tem kontaktu, v prvem stiku, prebijanju nekega ledu v zdravstvenim delavcem zelo prav. Sledilo je poglavje sprejema, simptomi in pa na nek način navodila in zobozdravstvo, to so bile poglavja, ki so jih najbolj pogosto uporabljali. Zdaj seveda nas je zanimalo, kaj pa bi na nek način nam svetovali, kaj bi s terena priporočali. In zelo veliko odgovorov je pravzaprav bilo, da bi bilo krasno, če bi bil priročnik v digitalni verziji dostopen, ker je malo hitrejša. Vseeno se potem izkazalo, da je potrebno pri praktični uporabi imeti malo več časa za takega pacienta, ki pa je seveda predvsem na primarnem zdravstvenem nivoju včasih zelo hudem pomanjkanju. Tako da so nam potem tudi pripovedovali, da včasih pacientu dajo priročnik v roke. Tudi jaz recimo tako prakticiram, da se on že lahko v čakalnici pripravi in da potem lahko hitreje greva skozi tiste osnovne stvari, ki se na nek način so potrebne pri komunikaciji. Zdaj izpostavili so še, da ve, kak jezik že upoštev, predvsem kakva romščina, tam, kjer je večja populacija Romov, kakšna bolgarščina, makedonščina, nemščina, to so bili nekje jeziki, ki so bili še za zdravstvene delavce na terenu zanimivi. Zdaj, pri mojem delu v ambulanti, kjer imam kar nekaj tujcev, je zanimivo to, ko smo potem različnim dali v možnost pogleda v priročnik, predvsem ti, ki govorijo kakšen nam bolj eksotičen jezik, arabščina, farsi, kitajščina, so si želeli, da bi priročnik bil dostopen tudi do njih, tako kot je že Anja omenila, v čist fizični obliki, da bi ga imeli doma, da bi se lahko pripravili in so spraševali tudi pogosto, kje ga dobiti. Ostali, ki so pa recimo zahodnoevropejci, ki govorijo angleško, francosko, so ga zelo pohvalili in predvsem se jim zdelo zelo pozitivno, da je pravzaprav v neki tuji državi nekdo pripravljen se potruditi, se jim približati in na nek način olajšati vstop v sistem. Hkrati pa seveda so na nek način tudi poudarili, da bi bilo zelo dobrodošlo, če bi na nek način osnovne informacije o samem sistemu, kako se obnašati v zdravstvenem sistemu neke države, ta priročnik tudi vseboval. To je bilo recimo pogosto na nek način
kako izbrati izbranega zdravnika, zakaj inštitut izbranega zdravnika, kaj pomeni napotnica, kaj pomeni e-recept, na kak način se kam obrniti, kako iskati neke informacije, da je pravzaprav to tisto, kar potem kljub temu, da morda se jezikovno še nekoliko znajdejo, če govorijo angleški jezik ali kak drug jezik, ki ga poznamo, je pa potem recimo čist sistemsko vse te poti, kako od ene do druge v samem sistemu, takrat, ko nekaj rabiš, zelo pogosto, zelo dobrodošlo, če so neke dodatne spodbude še. Toliko z moje strani. Hvala obema. Jaz mislim, da če bomo imeli energijo, ki smo imeli do zdaj, in tudi vire financiranja, upam, da bomo prihodnje lahko to digitalizirali, to si zares zelo želimo. In že parkrat smo nekako pozivali in poskušali dobiti financiranje za digitalizacijo in morda, če nam to uspe, lahko dodamo te stvari, ki manjkajo, ki se vidijo manjkajo. Zdaj, preden dam besedo vam, publika, bi prosila samo še Vesno Homar, da predstavi še ta naš drugi korak k premoščanju jezikovnih ovir. Ta dva koraka, kot rečeno, kot je že Tamara rekla, sta skromna koraka, nista koraka, ki rešita jezikovne ovire v slovenskem zdravstvu, ampak samo načinjata pravzaprav reševanje tega. In en od naših korak, naš prispevek je bil pač organizacija usposabljanja skupaj s kolegicami, ki jo danes ni, torej Simona Jazbinšek in pa Danica Rotar-Pavlič, smo napisali poglavje o tem, evalvacijo usposabljanja in prosim te, jaz če lahko malce opišeš, do česa smo prišli. Ja, zdaj samo hitro tekom tega projekta smo ugotovili, da samo izdaja večjezičnega priročnika za sporazumevanje kot sama ne bo dovolj. Iz dveh razlogov. Prvič, ker brez sama knjiga, ki stoji na polici, ni vredna kaj veliko, če ne znamo, če ne preberemo, če ne znamo uporabljati. Ta knjiga je namenjena uporabi. Torej, en naš namen je bil pač naučiti zdravstvene delavce, kako se ta knjiga uporablja. Ampak pred tem moraš čutiti potrebo potem, da knjigo ali prebereš, ali uporabljaš. In pri zdravstvenih delavcih nekako je to potrebo bilo potrebno raziskati in potem nekako usmeriti v pravo pot. Zdaj, mi smo zato ponudili brezplačne 14 brezplačnih izobraževanj. Ta izobraževanja so bila po celi Sloveniji, od Ljubljane do Kopra do Murske Sobote. Bile so tako na fakulteti za zdravstvene vede, kot bile so na zdravniški zbornici. Že samo z lokacijami smo želeli se približati zdravstvenim delavcem, ki bodo ta priročnik nekoč uporabljali. Tako kot je kolegica pred mano že omenila prej, poskusili smo narediti skoncentrirano enodnevno izobraževanje, kar je za zdravstvene delavce veliko. Da nam nekdo nameni cel dan za izobraževanje, za določeno temo, to je vsaj v današnjem tempu, v naših poklicih pravzaprav zelo veliko. Ampak odziv je bil izjemen. Naša izobraževanja so bila ves čas polno zasedena. Tako da na koncu smo v izobraževanje vključili 708 udeležencev, pa verjetno, če bi danes ali jutri organizirali še kakšno takšno izobraževanje, bi bilo še vedno in že spet polno. Prvi del seveda je bil bolj tak frontalen, v katerem smo predstavili ne samo to orodje, torej večjezični priročnik, ampak začeli smo s kulturnimi kompetencami, z nesporazumi kulturnimi, z osvetlitvijo pravnih statusov oseb, ki ne govorijo slovenskega jezika. In tako na ta način pravzaprav vzbudili zanimanje. In potem, ko zanimanje raste, se ponavadi na izobraževanjih izkaže, da prideš do tiste faze, ojoj, tega je tako veliko, kaj mi pa zdaj naredim, sej vendar tega ne moram obvladati. In v tistem trenutku smo ponudili priročnik. Priročnik kot neko rešitev zdravstvenemu delavcu, da lahko sam premosti vsaj tiste najbolj osnovne težave, zagate, ovire.
so rekli naši udeleženci? Najprej imeli smo zainteresirano javnost, bi jaz temu rekla. To pomeni, 90% ljudi se z večjezičnimi pacienti srečuje bolj ali manj vsakodnevno pri svojem delu, torej pogosto, vsaj pogosto so označeni. Med njimi je bilo približno polovica medicinskih sester ali pa študentov zdravstvene nege, približno četrtina zdravnikov in zobozdravnikov in pa četrtina vseh ostalih zdravstvenih profilov. Torej, nad 90% vseh naših udeležencev je na koncu v anketi, ki smo jim jo posredovali, povedalo, da je izobraževanje izpolnilo njihova pričakovanja, da so bili zadovoljni z organiziranostjo izobraževanj in tudi z dolžino. In pravzaprav 95% naših udeležencev bi to izobraževanje priporočilo tudi svojim kolegom. Zaradi tega mogoče niste bili pozorni, ampak več ljudi se je udeležilo celodnevnega izobraževanja, kot je na začetku tega projekta izpolnilo anketo. To je ena stvar je klikati po internetu, druga stvar je za cel dan priti na izobraževanje. To mislim, da je bil ogromen dosežek celotnega projekta in celotne promocije tega pravzaprav problema, ki je v našem zdravstvu. Kaj so dobili od tega zdravstveni delavci? Najprej so začeli o tem razmišljati. Potem so dobili čist stvarne odgovore, kar se tiče sistema, statusa, in dobili so izkušnjo z uporabo nekega orodja, ki jim lahko pomaga preumostiti te ovire. In kaj bi bilo treba narediti v prihodnosti? Naša izkušnja je pokazala, da pravzaprav bi moralo biti vključevanje teh znanj o komunikacijskih strategijah in v bistvu tudi kulturnih kompetencah nekaj, kar bi moralo iti v kurikulum, kar bi moralo iti v naš dodiplomski študij, podiplomski študij in najverjetneje tudi kot neko kontinuirano vseživljenjsko izobraževanje. To je tisto, kar mislim, da bi nas čakalo. Ja, seveda, aplikacija je pa naslednji korak, ne? Hvala, Vesna. Evo, s tem odpiram diskusijo, debato, če imate kakšno vprašanje, kakšen dvom, dilemo, kakšno provokacijo za nas. Lahko tudi v kakšnem drugem jeziku. Ja. Jaz imam kar nekaj vprašanj, in sicer sem naravoslovski, sem popolnoma naključno zašel v nekaj odškodninskih zadev proti zdravstvenemu osebju zaradi v bistvu komunikacije. In najprej bi vprašal sledeče, ali je to, in če sem prav razumel, je to priročnik za zdravstvene osebe, pravno gledano živimo v Republiki Sloveniji, kjer morajo vsi uporabljati slovenščino. In me je čisto zanimalo, ali je to priročnik za pacienta, da se približa zdravstvenemu osebju, ali je to priročnik za zdravstveno osebe, da se približa pacientu. Nisem dobil odgovor. Vendar, v primeru kakršnega koli spora, recimo napačnega razumevanja zaradi pomanjkanja komunikacije, posledično prihaja do ogromnih odškodninskih zahtev do zapora in tako naprej. Imam jaz tako eno tako, da je tu preprosto misel, ki se približa pacientu dobro namerno in pride do napake, se je podpisal strašno obsodbo. To je recimo prvo vprašanje, pa bi tukaj se ustavil. Ja, hvala za to. Odprli si zelo pomembno in težko temo. Ne? Jaz mislim, da tisto, kar bi najprej rekla, potem pa prepustimo ostalim, je to, da ta situacija, kjer smo zdaj, ko v bistvu nimamo tolmačev medkulturnih mediatorjev, ko dostikrat tolmačijo otroci in ko v bistvu je zelo malo podpore, sistemske podpore zdravstvenim delavcem, pravzaprav daje možnost vsem možnim različnim nesporazumom. Zdaj pa bi prosila nekaj. Ja.
stvar je malce bolj komplicirana. Namreč nas zavezuje tudi direktiva, ki jo zdaj najdem o pacientovih pravicah in sicer znotraj evropskih držav, ki omogoča pacientom to, da so zdravljeni v katerikoli državi Evropske unije. Obenem pa ta direkcija dokaj nezavezujoče določa, da moramo nacionalni zdravstveni sistemi nuditi storitev tako, da bo pacient nas razumel. Torej ne določa, da bi morali dejansko imeti neko podporo, vendarle pa seveda narekuje neko razumevanje med bolnikom, uporabnikom storitev in tistim, ki storitev nudi. Torej, ni čisto tako, da mi rečemo, tukaj se govori slovensko in tako je. To nekako, to nas že celotna, v bistvu taka evropska zakonodaja k temu v bistvu preprečuje take vrste odgovor. To, kar pravite, da lahko pride do tega, da so kazensko odgovorni, Še tukaj, če smem zmotiti, prihaja do dveh, mislim, da nadrejenosti in podrejenosti. Avtomatično je pacient šibkejši v vseh ozirih in sodišča pa tega, kar ste povedali, ne poravnajo še. Ja, imate prav, saj ste prav razmišljate dejansko in to je tisto, kar smo v bistvu na teh izobraževanjih tudi zelo odpirali. To je bila najbolj pereča zadeva je ta, da je naše zdravstveno osebje v bistvu prepuščeno sami sebi, mnogokrat velikemu entuziazmu in improvizaciji, obenem pa odgovorno za vsa dejanja, za vsako zdravljenje, ki ga izvaja, lahko tudi kazensko in finančno. In to je situacija, ki je nedopustna. Mi se popolnoma strinjamo s temi vašimi pomisleki in se obenem zavedamo, da ta naš večjezični priročnik te situacije nikakor ni razrešil in da bi jo bilo treba reševati veliko bolj sistemsko in da je neodgovorno do naših zdravstvenih delavcev, da so prepuščeni sami sebi. V bistvu se zdaj prelaga to tudi na tuje jezične uporabnike zdravstvenih storitev, ne sami si preskrbijo nekoga, ki bi vzpostavil to komunikacijo in to potem seveda rezultira v to, da pripeljejo otroka s sabo in postavljajo izjemno nezavedljiv in nevaren in tvegan položaj tako zdravstvene delavce kot sebe. Če bi mogoče dodala, kar se tiče tolmačenja, v tem trenutku Zavod za zdravstveno zavarovanje plača samo tolmača za gluhonemo osebo. Nič drugega, vse ostalo si morajo uporabniki plačati sami. Zdaj, ta priročnik zagotovo ne rešuje komunikacijskih šumov, nikakor ne doseže tega, ko je treba nek izvid predlagati, ko je treba razložiti neke stvari, recimo operacijska soba, zelo kompleksne situacije ne moreš s tem priročnikom reševati. Zdaj, tretja zadeva, ki pa je zelo nesorazmerju in se zdaj začenjamo tega zavedati in se bo popravila, je zakon o zdravniški službi, ki nalaga zdravstvenim delavcem, da govorijo slovenščini, da uporabljajo slovenski jezik, hkrati pa zakon o pacientovih pravicah, ki govori o tem, da mora pacient dobiti pojasneno na njemu razumevajoč način. Kjer pa seveda potem zakon naprej ne piše, kakšen je to njemu razumevajoč. Zdravstveni delavec je dolžan preveriti, če ga je nekdo razumel, vendar ni pa natančno opredeljen. Tako da tu so še stvari, ki jih bo treba verjetno tudi čist pravno formalno razrešiti, ravno v izogib tem situacijam, ki bodo žal drugače stalnica pri našem delu. Ker ste tukaj avtori, me zanima čisto konkretno, zakaj iz tega stališča, izhoda, ki ste ga sami tudi lepo opisali in se ga zavedate, to ni priročnik za pacienta, ampak je priročnik za zdravstvo. Tukaj bi se ogromno razrešil. Mogoče kot zanimivost, samo naslovno priročnika je mogo biti zaradi tega, ker je bilo tako definirano s projektom, ne? Tako je bilo dogovor z naročnikom. V resnici smo pa tekom izobraževanja dejansko govorili, če govorimo o aktivni vlogi pacienta, je vedno to najbolj smiselno, da tudi pacientu damo. Mi smo tudi dajali primere
ko pacient ne pride več prvič, ampak ko se že spoznate in da je problem jezik, potem lahko ugadate tisti čas, ko čaka na obravnavo, da lahko ta čas pobrska in seveda se si postane čedalje bolj bližji. Hvala Marija za to. Mogoče še en dodatek k temu. Zdravstveno obravnavo ne vodi pacient. Čeprav kdaj sta lahko v nekem takem globnem dialogu, ampak vodi zdravstveni delavec. Zato v bistvu smo tudi razmišljali o tem, zelo veliko sva prav Saro diskutirali o tem, kako bi čim bolj vključili uporabnike. Dejstvo je, da pač vedno vsaka zdravstvena obravnava vodi zdravstveni delavec. Pacient ima, ravno zato smo tako se ukvarjali s tem njegovo vlogo, ima v bistvu možnost odgovorov, vprašanj, pa tudi marsikateri pacient, ne marsikateri, ampak nekateri pacienti so nepismeni, to vemo, in je velik problem, kako v bistvu njih nasloviti. Zato ti piktogrami, ki pa niso v celoti prisotni v celotnem priročniku, ampak dejansko si želimo ravno z digitalizacijo vključiti še več. Torej, da bi nekako se lahko kadarkoli tudi ta vloga spraševalca in tistega, ki odgovarja, lahko zamenjala. In ravno s temi splošnimi frazami, ki so bile najbolj uporabljene, so pa hoteli pravzaprav njega, torej uporabnika, postaviti na prvo mesto. In pa tukaj še, kot rečeno, to je kamenček, mislim, morajo ogromno globoko. Dejansko je še toliko narediti, ne samo nek mogoče podoben priročnik, ki je namenjen samo uporabnikom, ampak tudi vse drugo. Torej, zdravstveni delavci in sami uporabniki, recimo prosilci za mednarodno zaščito, pa tudi drugi, pogosto izpostavljajo to, kar sta že vidva omenjene. Pomanjkanje informacij o slovenskem zdravstvenem sistemu, pomanjkanje informacij o tem, kakšne pravice ima posamezen človek z določenim statusom. To ni lahko pravzaprav povedati in pojasniti, čeprav se mogoče zdi. Že, če pogledate na Zavod za zdravstveno zavarovanje in potem poslušate ugotoviti, katero, recimo, kakšen dostop ima nekdo, ki ima obvezno zdravstveno zavarovanje, kako v bistvu, kakšno je razmerje med obveznim in dopolnilnim. To ni enostavno pojasniti. Stvari so kompleksne in v bistvu je zelo težko nekomu, ki ravno kar pride v Slovenijo in ne pozna našega sistema, na enostaven način s preprostimi besedami te stvari povedati. So pa še drugi projekti, ki so v bistvu v zadnjem času naredili velike korake, recimo projekt Kompas, ki je v bistvu na dober način strnil glavne informacije. Ampak kot rečeno, tukaj je predvsem pomenilo, da nadaljujemo z delom. To je to. Hvala. Če mogoče samo dodam eno malenkost, dejansko je pravzaprav priročnik zgrajen tako, da je večinoma z vidika zdravnika oziroma zdravstvenega delavca in izrecno je edini del, ki je narejen za uporabnika pravzaprav te fraze, ki so na koncu. In tega je 2 strani. Vse ostalo je pravzaprav večinoma narejeno tako, da kot da bi zdravnik ali pač medicinska sestra postavljala vprašanja in so ponujeni odgovori. Ampak to je pač mogoče malo bolj implicitno, kot bi lahko bilo, je pa po mojem skoraj jasno, skoraj popolnoma jasno. Poprečen tam zdravnik, ko se reče družinska medicina, ima 50-80 na dan ljudi, in zdaj bo še to je enostavno, zato pa masovno odpovedi, ker je zelo težko zagotavljati svojo pravno varnost in služati svoje zapisanje. Ne, odpovedi ne dajemo zaradi večjezičnih bolnikov. Zaradi preobremenjenosti, kaj se od njih še dodatno pričakuje in zahteva. In zaradi tega, ker se ne izpolnjujejo obljube, ki so bile že dane, standardi, ki so se priznali, pa se jih pač ne izpolni. Veste, tako, mi je zelo všeč ta debata, ki jo zdaj imamo, ki je zelo zanimiva in pravzaprav je ena taka zelo globoka resnica o tem, kar vi govorite. Pravzaprav vsak dan hodimo po žerjavcih.
In samo upamo lahko, da so naše noge dovolj potne, da ne bomo slučajno predolg časa na enem ogorku, pa bomo potem se opekali. Ampak mi smo se za to odločili. In mi smo se za to študirali in smo se potem še specializirali in to je naš vsakdanji kruh. In jaz, ko grem, če bom jaz začela razmišljati, pri komu vse lahko fali in pri komu vse lahko nekaj spregledamo, pa naredim eno kapitalno napako. In a je to zdaj, a bom zaradi tega plačala, ali bom šla v zapor, ali nekaj takega, potem, veste, jaz bi se obrnila, pa šla domov, pa dala odpoved. Ne? Zdaj, če pa grem v službo, tako kot verjetno večina ljudi, ki hodi v službo, zato, ker pač se gleda, je tudi nekaj eksistencialno ozadje tlele ozadej, in pa zato, ker pravzaprav to delo še zmeraj rada počnem, potem nekako ne razmišljam samo o tem, kako se bom upekla, kako bom z pri nekomu nekaj narobe naredila. Kaj pa pri večjezičnih pacientih oziroma drugojezičnih pacientih problem? Problem je, da želim jaz ugotoviti, kaj z nekim učinkovitim, zanesljivim načinom, kako jim lahko pomagam. Ker če bo porušeno to najino zaupanje med mano in med pacientom, če si bom jaz mislila, on samo išče moje napake, potem jaz ne morem več biti njegov zdravnik, ker med nama ni več partnerskega odnosa. In ljudje tudi tako to dojemajo. 99,9%. S tistim 0,1 ali pa mogoče jih je še manj, imate verjetno vi opravke. In jaz po eni strani si ne želim biti prepogosto imeti izkušnje s takimi pacienti. Ampak ne kot družinska zdravnica, ne kot urgentna zdravnica, ne morem reči, da je tega veliko. Tega je izjemno malo. Ljudi, ki bi iskali naše napake. Ljudje pridejo po pomoč. In če jaz znam en jezik več, ali pa če imam nek pripomoček, pa Google Translate, ali pa tole, ali pa karkoli mi lahko pomaga, bom njihovo težavo morda lahko malo lažje rešila. In če bom vsaj pokazala pripravljenost, da jo rešujemo, mi je ponavadi ta pacient hvaležen. Je pa dejstvo, da... Po tej medkulturnosti še recimo ženska prsa so nekje kot kolen, nekje pa strašen tabu in temu nadaljevanje komunikacije širše. Če ne, pa bi še to dodal vse žrtve, ki so danes v strašnih življenjskih situacijah, so razmišljali ravno tako kot vi. Je pa dejstvo, da porabiš bistveno več časa za nekoga, ki ne govori istega jezika kot ti. To drži zagotovo. Enkrat dan, ne? Tako so Po drugi strani tak, konec koncev, mogoče bomo pa morali začeti, tako zdravstveni delavci, kot bolniki, začeti razmišljati na podoben način. Vsi smo plačniki v ta sistem in vsi na nek način imamo pravico pričakovati varno, strokovno dobro obravnavo. In ta se lahko dogaja samo, če imamo oba dovolj časa. Pacient, da pove to, kar rabi, in jaz, da potem speljem obravnavo tako, kot bi si želela za sebe in tudi za vsakega pacienta, ki pride v mojo ambulanto. To se mi zdi izjemno pomembno. Zdaj, teh časovnih ovir v delu zdravstvenih delavcev niste omenili, ste pa omenili v teh predstavitvah, ste pa omenili jezikovne, kulturne, pa administrativne in zakonske. Tako da me zanima, kaj od teh ovir katera od teh ovir je bila najbolj izražena pri tej anketi, ko ste jo naredili, ker predpostavljam, da se nekatere ovire zdravstveni delavci bolj čutijo oziroma lažje artikulirajo, nekatere so pa mogoče malo bolj skrite in teže zagradive tudi za njih. Ne vem, če sem bil jasen. Druge ovire, ki niso jezikovne, oziroma druge ovire... Kateri izmed teh ovir, ki ste jih zaznali pač v tem tekom raziskovanja, so zdravstveni delavci najlažje izrazili kot časovne ovire so bile zelo pogosto uporabljene. Časovne. Odsotnost glasu, to smo vedeli, da bo, ker tukaj, ko uporabljaš to, v bistvu vrtiš knjigo gor in dol. Medtem, ko pismenk niti ne znaš prebrati, naprimer, če prihaja do tega, ta odsotnost glasu, ki
se je izkazala kot izjemno pomembna pri vzpostavitvi stika s komorkoli. In pa odsotnost stika, očesnega stika, ker si zelo fokusiran na papir. Kar zagotovo, in to smo se zavedali od vsega začetka, ker je naročnik želel v taki obliki, smo naredili, smo se zavedali, da bodo prav te dve težavi morda najresneje ogrozile neko kvalitetno na pacijenta usmerjeno oskrbo. Mogoče bi na tej točki kar zaključila, pa morda se tako neformalno še malo pogovorimo kasneje. Tako da lepa hvala vsem, da ste prišli, lepa hvala publiki, da je bila in hvala Maji, da je organizirala besedno postajo.